moli se zanimivo antifono, ki govori o čudoviti zamenjavi, ki se zgodi na božični večer. Torej, prevzame vse skupaj naš Gospod Jezus Kristus, človeško naravo, ampak ne samo telo, da ne bi bilo tukaj napake, ampak kot pravi lepo bogoslužje cerkve v brevirju, prevzame tudi človeško dušo, ne samo človeško telo. Kar potemtakem ne bi bil pravi človek, če ne bi prevzel tudi človeške duše. Prevzame tudi človeško voljo. In zakaj je zanimivo prebirati in moliti te antifone, recimo pred to Zaharijevo hvalnico, recimo pri hvalnicah in tako? Zato, ker je noter vsa teologija že vsebovana. In seveda se to moli po samostanih, po prioratih, po župniščih, po cerkvah in tako naprej, duhovniki, redovniki, redovnice in tako, ne, molijo te stvari, da bi hkrati tudi seveda premišljevali velike božje skrivnosti, velike verske resnice tudi. Ker je to treba vedno premišljevati in ker je to tudi ena velika resnica, da je vse skupaj povezano. Da je hkrati Bog in človek